Kakšna je sploh razlika med etično pornografijo in ostalo pornografijo? A si kdaj razmišljal o tem, kakšne porniče gledaš? Pa ne govorim o tem, ali rad gledaš lezbične, amaterske, milf ali pa analne. Zanima me, če si kdaj na primer razmišljal o tem, v kakšnih pogojih so bili ti porniči posneti. Ali pa, če so bili vsi ustrezno plačani. Pa če so dali vsi igralci privoljenje za vse scene, ki so jih posneli. Ali pa, če je bilo na primer poskrbljeno za varnost. No, tudi če o tem nikoli nisi zares razmišljal, ampak se ti zdaj, ko sem vse to naštela, to zdi pomembno, potem je etična pornografija sigurno nekaj, kar te bi zanimalo. Kaj sploh je etična pornografija? Etična pornografija se nanaša na pristop ustvarjanja in distribucije pornografskih vsebin, ki upoštevajo etična načela, spoštovanje in premišljeno obravnavo vseh vključenih v ta proces. Od tistih, ki sodelujejo pri nastanku, pa do tistih, ki te vsebine potem gledamo. Ta koncept je poskus tega, da se v pornografski industriji zmanjša izkoriščanje, nasilje, diskriminacija in druge etično sporne prakse, ki so lahko povezane s tovrstno vsebino. Tukaj bi še omenila, da je koncept etične pornografije še vedno v razvoju in da interpretacija etičnosti lahko varira med posamezniki, pa tudi kulturami. Etična pornografija vključuje sledeče elemente, ki pri klasični pornografiji niso nujno pogoj. Soglasje in varnost. Pri ustvarjanju etične pornografije je ključno, da vsi sodelujoči prostovoljno in jasno izrazijo soglasje. Pomembno je tudi, da se pred snemanjem pogovorijo o željah in pričakovanjih ter o omejitvah, ki jih imajo in ki jih morajo med snemanjem vsi upoštevati. Poleg tega morajo biti zagotovljene tudi ustrezne varnostne in higienske smernice, da se preprečijo poškodbe in tveganja za zdravje. Raznolikost in vključevanje. Etična pornografija se zavzema za vključevanje različnih telesnih tipov, spolnih identitet, etičnih ozadij in seksualnih preferenc z namenom prikazovanja raznolikosti, ki jo najdemo tudi v resničnem življenju. Odsotnost nasilja in zlorabe. Etična pornografija se izogiba uporabi nasilja, prisile in zlorabe. Namen je ustvariti vsebine, ki so pozitivne in ki gradijo zaupanje med vsemi udeleženci. Plačilo in pravice delavcev. Velik poudarek je tudi na upravičenem plačilu in zagotavljanju primernih pogojev dela za vse sodelujoče. Sem spadajo igralci, režiserji, kamermani, fotografi, montažerji, tehnično osebje in drugi delavci v industriji, ki jih je še ful. Spoštovanje in zasebnost. Poleg tega pa ustvarjalci etične pornografije poskrbijo za zaščito zasebnosti vseh vpletenih. Etična pornografija postaja vse bolj priljubljena oblika pornografije. Zakaj je temu tako? Veliko posameznikov želi podpirati vsebine, ki se skladajo z njihovimi etičnimi prepričanji. Bolj uživajo, ko vedo, da so se nastopajoči vnaprej strinjali z vsem, kar so posneli in da uživajo v tem, kar počnejo. Mnogi si želijo izogniti vsebinam, ki vključujejo nasilje, zlorabe ali pa druge neetične prakse, ki so lahko prisotne v tradicionalni pornografiji. Etična pornografija lahko tudi vključuje izobraževalne elemente, ki spodbujajo boljše razumevanje spolnosti. Nekateri gledalci pa enostavno želijo podpreti ustvarjalce, ki se trudijo za bolj etično in vključujočo produkcijo ter pozitivne spremembe v industriji. Za konec pa poglejmo še, kje sploh lahko najdeš etično pornografijo. Zate sem zato pripravila seznam najbolj priljubljenih strani. Prvo na seznamu je Lust Cinema. Potem imamo pa tu še Make Love Not Porn, Speed, Belesa, Joy Bear, A Four-Chambered Heart, Pink Label, Bright Desire, Light Southern Cinema, Deep Sea, Afterglow, Dreams of Spanking in Lustery. In to je za danes vse. Hvala za pozornost. Ne pozabi nam slediti na družbenih omrežjih, da ne zamudiš vseh novosti in popustov. Smo na Instagramu, YouTubeu, TikToku in Facebooku, v naši trgovini Svet užitka in v naših trgovinah v Ljubljani in Kranju pa lahko najdeš vse pripomočke, ki bi si jih kar tako lahko želel, da popestrijo gledanje etične pornografije. Se vidimo naslednjič. Čau!